Pozdravljeni. Danes je na vrsto prišel Mercedes dvojni V17. Bolid, ki smo ga na kratko videli, ko so pri ekipi iz Brakeleya opravili tako imenovani shakedown na progi v Silverstonu. Pred komaj nekaj dnevi smo imeli na kanalu analizo barvne sheme Mercedesa dvojni V17. In danes je že na vrsti pravi bolid. Treba je poudariti, da današnja analiza temelji na skopih posnetkih in fotografijah, ki so nam dostopne iz tako imenovanega shakedowna, kjer so na progi v Silverstonu člani ekipe Mercedes odpeljali le nekaj krogov. Materiala verjetno ni dovolj in ko bomo videli pravo predstavitev 2. februarja, bomo lahko dodali še marsikatero podrobnost oziroma dobili marsikatero potrditev. A verjetno, podobno kot meni, tudi vam niso všeč analize in seveda razglabljanja, ko nekateri avtorji primerjajo render z renderjem, kot v tem primeru. Zato si bomo ogledali, kaj v resnici vidimo zanimivega na pravem Mercedesu dvojni V17. Kot običajno, začeli bomo na prednjem delu in se pomikali proti zadku. Ustavili se bomo, kot običajno, pri tistih znanih točkah in skušali razumeti, kakšna je razlika med Mercedesom dvojni V17 in tistimi najbolj naprednimi konkurenti. Danes sem izbral za primerjavo nalašč Ferrarija SF pomišljaj 26, ki je verjetno do tega trenutka bolid, ki je najbolj tehnološko napreden od vseh tistih, ki so predstavljeni. Menim, da ne bi bilo pošteno, na primer, primerjati Mercedesa z Cadillacom. Prvič zato, ker imamo dovolj dobrega materiala in drugič, ker je stopnja v tehnološkem razvoju verjetno malce različna. A pustimo sedaj to in lotimo se Mercedesa dvojni V17 prav od tistega nosnega konusa in njegove konice. Tu bi lahko na prvi pogled dejali, da je celotna konica malce bolj obilna, malce bolj širša od onega, kar smo videli pri Ferrariju. In seveda tu sem pripravil neke vrste animacijo, da bi lahko začutili razliko med enim in drugim. Zavedam se, da fotografiji nista bili posneti čisto enakim kotom, ampak upam, da je razvidno, kako izgleda, vsaj s prostim očesom, da je nosni konus Mercedesa nekoliko širši. In tu bi lahko dejali, da po svoje to ne bi smelo vplivati na obliko nosilcev prednjega aerodinamičnega stabilizatorja. Kot se spomnite, pri Ferrariju sta bila ta izjemno široko nastavljena in približno na 2/3 višine ostro zavihana navznoter. Pri Mercedesu izgleda, da sta postavljena rahlo bolj skupaj. Zakaj je do tega prišlo, ne vem še, ampak to bi lahko dejali, da je razvidno iz fotografij, ki so na voljo. O obliki glavnega ter pomožnih profilov ne bi izgubljal preveč časa, ker gre za neko osnovno varianto, ki se bo do velike nagrade Avstralije verjetno še nekajkrat spremenila. Ampak
našo pozornost bomo sedaj usmerili k končni plošči. Tu lahko vidimo, da je tisti vertikalni del zavihan navznoter, tam na zgornjem delu, ampak zopet prehod ni tako močan, ni tako očiten kot pri nekaterih drugih bolih. In ena zanimivost. Če bi lahko dejali, da manjka tisti horizontalni element, lahko zapazimo, da imamo vertikalnega približno tam na sredini širine kolesa, ki pomaga usmerjati zračni tok na zunanjo stran kolesa. In verjetno tudi tu bomo videli marsikatero spremembo v nadaljevanju sezone, ampak samo kot zanimivost. Seveda, sedaj si bomo ogledali prednjo premo, kjer je pričakovano geometrija push-rod. Push-rod, seveda, na prednji premi je nekako stalnica pri večini ekip in lahko bi dejali, da geometrija vpetja pri Mercedesu je dokaj podobna oni, ki smo jo videli pri Ferrari. Torej, ta drog, ki daje ime sami konfiguraciji, je vpet izjemno visoko, približno na isti višini kot prednja vpetna točka zgornjega trikotnika in lahko bi dejali nič takega, nič čudnega, nič nepričakovanega. Zadnja vpetna točka zgornjega trikotnika je pa zopet pričakovano dokaj nizka, vpeta tam, kjer je šasija prebarvana v črno barvo. Če gremo še malce nazaj, bomo videli pa neko zanimivo razliko. Smo v tistem območju bočnih plošč. In tu pri Ferrariju smo videli nosilec, ki je diagonalno bil vezan na šasijo. Tu vidimo prav tako nosilec, ki pa se stika vzporedno z asfaltom in je skorajda del tako imenovanega splitterja, da se bomo bolje razumeli. Gre za čisto drugačen koncept. Kot je pričakovati pri Mercedesu, imamo tukaj obilno zgornjo hladilno režo, ne tako veliko kot pri V-Carbu 03, da smo si na jasnem, ampak one klasične oblike s tremi prekazi, z trikotnim srednjim delom in dvema dokaj obilnima ličnicama. Takšno rešitev smo pri tovarniški ekipi Mercedes videli pogostokrat v prejšnjih letih, zato nič kaj takega. Ampak če pogledamo obe bočni hladilni reži, bomo videli bistveno razliko med tistim, kar je pravi dvojni V17 in onim, kar so nam kazali na renderju. Namreč tu zopet lahko povlečemo neko vzporednico med Mercedesom ter Ferrarijem. Zgornji rob je potegnjen naprej. Zopet bi lahko dejali, da v osnovi, in ponavljam, v osnovi, podobna rešitev, kot smo videli na primer na Red Bullu RB20. Le da imamo seveda hladilno režo, ki je dokaj pravokotna oziroma v obliki romba in je, vsaj po mojem mnenju, rahlo ožja od onega, kar smo videli pri Ferrariju. Po svoje bi bila takšna razlaga logična, namreč Mercedes ima oni dve ličnici na zgornji reži, ki jih Ferrari nima, ampak količina zraka za hlajenje določenih elementov mora biti približno enaka pri enem in pri drugem. Torej, če zrak ne pride pod pokrov zgoraj, bo moral pri straneh. Ampak tu bi lahko dejali, da je tudi oblika bočnih struktur
čisto drugačna. Namreč videli smo na tistih renderih dokaj poenostavljeno rešitev. Tu, na tem posnetku, ki sem ga nalašč upočasnil, bodite pozorni na zgornji del same bočne strukture. Ta se strmo spušča navzdol proti zadnjim kolesom in opazen je tako imenovani tobogan. Tudi spodaj je struktura spodrezana in seveda sledi tistemu trendu, ki smo ga videli v prejšnjih letih. Bočna struktura je, vsaj po mojem mnenju, bistveno ožja, bistveno manjša, kot smo videli pri Ferrariju. Ampak po drugi strani, če pogledamo pokrov pogonskega sklopa, bomo videli, da je tam malce bolj obilnih oblik. Kar je zopet logično, ker imamo tista dva dodana vstopnika tam zgoraj. Ampak tu pride do bistvene razlike. Če smo govorili, kako je Ferrari SF Pomišljaj 26 bolid, ki izgleda, kot da bi imel vse elemente postavljene na dno, torej čim manj elementov tam nad višino ramen voznika, imamo Mercedes, ki izgleda, kot da bi imel vse elemente postavljene naprej proti vozniški kabini in tam v območju okrog koles praktično čim manj zadev. Lahko bi dejali, da tudi Mercedes 217 ima hrbtno plavut, kar je trend pri letošnjih bolidih, izgleda večja kot pri nekaterih konkurentih, ampak vseeno manjša od tiste, ki smo jo videli pri Ferrariju. In tu mislim, da se bomo s tem vsi strinjali. Ampak tudi tisti del tam okrog menjalnika pri Mercedesu se meni osebno zdi manjši. Ampak preden gremo na zadnjo premo, še neka podrobnost, ki se meni osebno zdi zanimiva. Poglejte špranjo v dnu. Kot da bi pri Mercedesu skušali najti neko pot za zračni tok, da ta le ne bi šel čez zadnje upetje ter povzročil vrtince. Seveda to ne pomeni, da pri Mercedesu bodo ustvarili neke vrste vakuum, kar je nemogoče, ampak s tem so verjetno dosegli manj turbulenc v tem izjemno pomembnem delu. A videli bomo seveda v nadaljevanju, ali bo ta špranja ostala, ali se ji bo seveda priključila še kakšna ali kaj tretje. Geometrija zadnjega upetja je prav tako push road. In verjetno tu nobenih presenečenj, nič kaj takega, kot tudi ne dejstvo, da ima zadnji aerodinamični stabilizator pri Mercedesu dva nosilca. Ampak tu se moramo ustaviti pri neki podrobnosti. Namreč Mercedes ima očitno visok kot dna nad samo asfaltno površino, oziroma tako imenovani rake. Če primerjamo tisto, kar je bilo dano videti pri Mercedesu 217 z onim, kar so pokazali pri ekipi Racing Bulls v kar 0-3, je njihov letošnji bolid, bi lahko dejali, da gre za primerljiv kot. Pri Ferrariju vam priznam, da bi težko dejali, da ima sploh kak rake oziroma da je njihov kot dna nad asfaltno površino primerljiv s tistim, kar smo videli že pri obeh prej citiranih bolidih. In tu zna biti neka zanimivost, neka posebnost, na katero bomo morali biti še kako pozorni. Pri analizi Ferrarija sem to točko izpustil, kajti po svoje dvomim, da ne bi z nastavitvami lahko dosegli tudi oni malo višjega kota.
ampak iz fotografij, ki so nam dane na razpolago, je razvidno to. V nadaljevanju, v kolikor bo potrebno, bom napravil kako drugi, morda celo tretji del te analize, ampak za danes, kot ste razumeli, je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.